Živijo, živijo, javljamo se vam iz Ananda holističnega centra, tokrat je z menoj gospa Maja Umek. Ja, Maja je dejansko bila na vseh delavnicah, seminarjih, hodi na individualne terapije, torej transpersonalno kvantno terapijo, obiskuje tudi program Šole za življenje Ananda, bila je z nami v Bosni na Ananda Retreatu, na dihalni delavnici, torej je izkusila praktično vse moje programe, delavnice, seminarje in Maja je nocoj z nami v Ananda holističnemu centru. Maja, pozdravljena, dobrodošla. Živijo. Kako si kaj? V redu. Odlično. Dobar, ja. Super. Danes tole snemamo na solstici, ne? In potem imamo še tale naš live prenos, ne? Torej ta obrat iz teme v svetlobo. Mogoče za začetek, kako se je začela tvoja pot, recimo, kaj te je poklicalo, da si prišla k meni? Ja, jaz sem v bistvu res bila na eni taki točki v svojem življenju, ker nisem več vedela, kako naprej. Nekako sem bila zgubljena, izgubila sem stik s sabo, res v takih težjih energijah sem bila in ja, sem ugotovila, da bo treba nekaj narediti, nek korak naprej. Tako da ja, potem sem pa glih en posnetek poslušala na YouTubeu, kjer si bil ti v bistvu kot gost in me je to tako prepričalo, sem res začutila. Tako da takrat sem te potem kontaktirala in pa sem v bistvu začela delati skupaj. Je začel ta tvoj proces transformacije? Ja, začel moj proces, tako ja. Odlično. Mogoče, kakšne so recimo bile te tvoje izkušnje z individualnim delom najprej? Kako si se v bistvu soočala z nekimi senčnimi vsebinami, vzorci, strahovi, čustvi, vsem, kar si nekako potlačila, vase tekom življenja ali pa še odprej, kar nosimo, V bistvu, ko sem začela, si res nisem mislila, koliko je zares veliko teh stvari, potlačenih stvari, ki se jih v bistvu ne zavedamo, pa zelo vplivajo na naše življenje. Tako da ja, in potem s tabo, ko sva delala, sem res odkrivala marsikaj, ker se je skrivalo v meni in me je v bistvu precej oviralo. Tako da ja, na začetku je težko, zato ker so te energije tako težke, goste, vse je res veliko neke žalosti, jeze, tako intenzivna čustva so. Ampak potem s časom pa postaja malo bolj lahkotno, ker pač nekaj spucamo, nekako pol ni več toliko težko in je lažje. Tako da ja, zato se res plača, pač odmetavati te stvari, ki nam ne služijo, to čebulo našo. Tako da ja, ker v bistvu se res pol skrivajo eni zakladi od spodaj. Tako. Torej ta darila, darila, ki so zadaj, za vsako preizkušnjo se skriva darilo, če ga le vidimo, začutimo, in je res, res dragoceno in pomembno, da gremo direktno skozi vso to temo, v svetlobo, in da lahko povežemo potem srce, da gremo v to možgansko srčno koherenco, da najdemo spet ta globi, pristni stik s seboj. V bistvu ja, spoznamo v resnici sebe, Ti imaš tudi recimo izkušnje z intenziva razsvetljenja, kjer si doživela globoko duhovno mistično izkušnjo, ali transpersonalno izkušnjo, lahko rečemo tisto, ki gre onkraj osebnosti, onkraj ega, nam lahko mogoče opišeš, kako je to izgledalo, kako se je to zgodilo. Sama izkušnja je bila res zelo lepa. Nekako dobiš res ta stik s sabo, se pravi, kdo oziroma kaj ti res si, vse ostalo odpade, vse, kar nisi, vse neke iluzije, vsa čustva, vse neke izkušnje, ki jih imamo, pa odnosi, pa tako in ja, res je, te spremeni na eni taki globoki, v eni taki globini, in res nisi več isti. Predvsem ti da nek mir potem v življenju, se mi zdi, pomirjenost, res je ta stik s sabo, z neko to ljubeznijo, ki jo imamo v sebi. In tako življenje res rata, malo manj zakomplicirano, lepše. Tako da ja, res, ta izkušnja je bila, sem res zelo hvaležna zanjo, in ja, veliko mi je dala. To zlitje z izvorno energijo, da si v bistvu eno, da nisi nikoli bila ločena, Ja. Da je bila to samo iluzija, našega mentala, ega, Ja. Ampak ja, je res ta mir, blaženost, resnica, svoboda, milina, harmonija, Tako da v bistvu res milost, da lahko take globine dosegamo na teh pač svojih seminarjih, oziroma v šoli, kar res nekako nekateri celo življenje dejansko meditirajo,
pa so nekje zaprti, pa jim mogoče rata potem na koncu, pa sploh ne, tako da mi pa res tekom enega seminarja. Tako, to je noro, ja, kakšna milost se to zgodi, ne? Ja. Da se res lahko tako vaše srce odprejo, ne? In da tudi preko recimo do meditacij stanja enosti doživljate take močne izkušnje, mogoče še kaj od meditacij poveva, ne? Ti jih tudi zelo globoko čutiš, ne? Vedno se te dotakne do solza, ne? Ja, res, ja, tako v zadnjem času, kar nekako vedno se mi zdi, pridem do teh solz zganjenosti in milosti, hvaležnosti. Tako da res so močne, res so nore te tvoje meditacije. Da. Tako da se mi zdi, da res pač preko meditacije podaš to neko najvišjo resnico, kaj je, ne, brez neke sam površine, ampak res nam podaš najviše, kar se mi zdi, da sploh obstaja in so res zelo, zelo močne. No. Jaz sem v bistvu s tvojimi meditacijami sem prvič dobila ta občutek, da sem res brezpogojno sprejeta, brezpogojno ljubljena in to se mi zdi, da je bil zame en tak prelom na moji poti, ki mi je potem omogočil pač, da sem začela sprejemati ljubezen do sebe in spreminjati odnos do sebe, si dati pač več sočutja, ker tega prej res nisem imela. Tako da ja, mislim, meni te meditacije so mi res dale ogromno, no, v bistvu so me spremenile, spremenile moje odnose, moje življenje, odprle moje srce, kar se mi zdi res ključno, nekaj tudi ti skozi poudarjaš, res to odprto srce, nekako je pomembno in ja, nekako preko tega srca zdaj prihajam nazaj do sebe, odkrivam sebe, kdo zares sem, tako da ja, to pa je res najprecenljivo, no. Hvala ti, ja. Ta globina, ne, dela na sebi, kako je pomembna, ne, da gremo čez proces ozaveščanja, soočanja, poglabljanja realnosti in seveda potem se zgodi napredek, preboj, ne, ko človek seveda gre čez vse te faze razvoja, napredka, ne, in v bistvu mogoče še to poveva, ne, kako je pomembno, ne, in individualno delo in potem skupine, ne, da gre za sinergistični učinek potem, ne, in tisti, ki seveda ste predani, tako kot si ti, ne, za kar seveda zelo cenim, spoštujem takšne ljudi, ki se res celi predajo, grejo all in, kot rečemo, ne, kot bi Američani rekli, grejo celi noter, in tako imajo tudi potem seveda rezultate, ne. Mogoče še tistvega vidika poveš, ne, kaj so ti dale skupine, seminarji in seveda šola za življenje Ananda, ne, ki se da aprila 2026 ponovno odpira svoja vrata za nove slušatelje, slušateljice, ne, torej gre za izkustveno delo, kar 80% je prakse, samo 20% tiste nujno potrebne teorije, tako da res gremo v globino, delamo na podzavesti, na transformaciji vzorcev čustev, na aktivaciji tega polnega potenciala, torej to, kar mi v bistvu globoko v sebi smo, ne, in seveda preko diha, recimo tudi ekstatični dih, ravno v petek smo imeli, ne, ponovno eno tako izkušnjo z smehom, oziroma s temi drugimi procesi, ki smo imeli tudi to delavnico osvoboditev s pomočjo diha, vstop v novo zavest, če poveš od tukaj kakšno svojo izkušnjo. Za glede dihanja misliš? Recimo, ja. Pa potem ta sinergija, ne? Sinergija. 1 na 1 plus skupine. Ja, meni se zdi, da je res prav ta tvoj pristop, v bistvu kaj kombinacija skupin in dela 1 na 1, da je pač res zelo učinkovit, ker v bistvu skupine ti dajo neko to skupinsko dinamiko, skupinsko povezanost, kaj je. V bistvu res nekako se počutiš, da nisi sam, tudi takrat, kad ti je mogoče najtežji, imaš neko sočutno podporo skupinsko. Nekako v skupini si nastavljamo ogledala, se učimo v bistvu drug od drugega, ne, skupaj rastemo tudi. Tako da se mi zdi to zelo, zelo dragoceno. Jaz sem recimo imela skupine na začetku velik izziv, no, ker sem vedno hotela vse sama, pa če sem vse sama zrihtala, jaz vse itak sama zmorem, ne, pa se nisem nikamor premaknila. Ampak zdaj pa vidim res kako je to res dragoceno, no, v bistvu ta podpora, ki jo dobiš res samo v skupini in res občutek, da nisi sam, da lahko z nekom podeliš tudi svoje te najglobje občutke, najglobje čustva. Ker si ranljiv, a ne, ranljiva. Ja, to, da se res odpreš. Ja. Koliko je to močno v resnici, ko smo ranljivi, to je v bistvu moč, ne. Ne pa, da smo kao močni, pa si milijon zidov oklepov naredimo ko sebe, pa mislimo, koliko smo močni, ne, v življenju, pa v resnici to ni prava moč, ne. To je samo maska, ki jo igramo lahko navzven, dokler si ne priznamo, da smo tudi da jezni, razočarani, žalostni, prizadeti, ranjeni, kakorkoli že, ne.
In je to lepo, ne? Ja, res. Tako, ja, da se res lahko odpreš in pač v tej skupini veš, da je varno se odpreti, da ne boš sojen, da imaš to sočutno podporo, res, a ne, in zato je to lažje, da se pač lahko odpreš, ker mogoče v tem svetu zunanjem pač dostikrat nimamo te priložnosti, da bi lahko se varno odprli, no, tako. Je žal svet, ki pač bolj na mentalnem nivoju deluje še vedno, ne, pač na nivoju uma, a ne, in teh vzorcev in vseh blokad in vsega, kar je, ne, in večina ljudi pač, ki še ni spucala svoje sence, svojih vzorcev strahov, ne, pač deluje, operira v nivoju mentala, ne. In seveda, ko pa začneš poglabljati, ne, lupi to čebulo, mi rečemo plasa plastone, pa prehajaš vedno v globi stik s sabo, ne, in spostaviš to koherenco med možgani, umom in srcem, ne, in v bistvu spoznavaš sebe in v bistvu lahko bi rekli, aktiviraš ta svoj polni potencial, ne. Kako se je recimo tebi ta proces začel, kako se je odvijal in kako si potem prišla v globi stik s sabo, bova rekla? Ja, se mi zdi, da jaz, ko sem prišla k tebi, no, sem bila res zelo zaprta in pač moje srce je bilo zares zaprto. Tako da nisem sploh občutila, ne, niti sebe, ne več, no. Ne, kaj zares čutim. Bila že praktično na robu izgorelosti? Ja. Na robu izgorelosti, ja, tako. In če bi šlo pač tako naprej, res verjetno ne bi bilo dobro za mene. Tako da, ja, ne, iz tega se je začel in pa res počas, z delom 1 na 1, z delom na seminarjih se je to počas luščalo, plastjo za plastjo in se mi zdi, da je to res tako pomembno, da te plasti olupimo in da potem tudi te srčike naše, do tega srca lahko pridemo in da ga pa lahko odpremo, ker ja, ta balast, se mi zdi, ker smo ga nabrali tekom življenj, pač enostavno nam onemogoča, ne, da bi mi res lahko odprli srce in dostopali do sebe, do tega, kar smo. Tako da ja, tako, pač korak za korakom je bil, ja, in ni bilo zmeraj enostavno, a ne, res, sem tudi jaz dostikrat bila. Pridejo upori, ne, pridejo upori, ja. Mentalne se upre, kaj bom pa zdaj jaz, ne. Ja. Zdaj pa mene več ne posluša, ne, zdaj pa sam še srce, kaj pa zdaj to, ne. Pa groza, ne, bom pa kar umrl, ja, ne bo več in kaj se bo pa zgodilo, vse bo drugače, ja. Ampak ja, to so faze, ne, čez katere moramo iti, te temne noči duše rečemo, ne, ko enostavno pač je treba iti čez to temo, senco, vse, kar smo pač se poistovetili, ne, in spet narediti to deidentifikacijo, se rečemo, ne, se odistovetiti od teh energij, od teh iluzij uma, a ne, vseh vzorcev čustev, ki so pripadajoči k temu, a ne, za obljub mogoče, ki jih nosimo še odprej, a ne. Predniki, karmični vplivi, vemo, ne, kolektivno nezavedno, ne, velike teh vplivov na nas kot čisto zavest in je res pomembno, da v globino gremo, se predamo, zaupamo v procesu. Včasih, ko nehamo recimo verjeti vase, tudi zaupamo, da terapeut, a ne, verjame v nas in je to tudi nam da moč, pogum takrat, da zmoremo lažje čez to, ne. Ja, res, ta tvoja podpora je res neprecenljiva, no. Jaz verjamem, da ne bi zmogla brez tega, ker je res v bistvu ta tvoja energija, ki nam jo daš, ta vera, ko vidiš, ne, v nas ta popolni potencial, tudi ko ga mi sami, ne, pač vidiš, da kaj mi v bistvu, ne, v sebi smo in verjameš v nas in ja, pač mene je to zelo močno, pač vedno znova dvigne in me pelala naprej, da sem zmogla. Pač to takrat, kaj je bilo težko, tako da res, pač tvoja brezpogojna ljubezen in sočutje, ja, pač sem ravno pri delu s tabo, v bistvu prvič res to začutila in ja, je v bistvu to dal neko moč, da sem lahko naredila pač določene stvari in ja. Da si lahko šla naprej, ja. Sem lahko šla naprej, ja. In v globi stik s sabo, da si se spomnila v bistvu, kdo si, ne, ker v bistvu že vse imamo v sebi, ampak dokler smo mi potlačeni, ne, pod enim kupom enih blokad, vzorcev, čustev, v bistvu je težko, a ne. In ja, tako, kot si rekla, vse sem hotela sama, ne, doslediti tako misel, ne, da bo se sam, ja, pa ni tako easy, ne, ni tako enostavno, kajti dejansko mi smo bili ranjeni v odnosu, a ne. Starši že najprej, a ne, gotovo vsi, a ne. Partnerstvo, a ne, tukaj smo bili ranjeni, a ne, velikokrat, a ne. In v bistvu, če smo bili ranjeni v odnosu, ne, se lahko zacelimo v resnici samo v odnosu, ne. In to je v bistvu tista ena taka dodatna moč, ne, en odnos, ki je ljubeč, ki je
sočutena, ne. Kar naj bi bil, ne, nek tak zdrav odnos terapeut-klienta, ne, se v takem odnosu ti lahko zaceliš in pozdravaš v resnici najgloblje rane in travme, ne. To mogoče, ne, sem začutil še danes, da predava ljudem, ne. Ja. Kako si mogoče ti začutila ta proces, ne, ta stik na nivoju zavesti, ki je recimo v terapiji prisoten? Ja, res kot neko to brezpogojno sprejemanje, brezpogojno ljubezen. Pač ka lahko samo si, ka si že točno takšen, ka si. In kako je to nekaj čist novega bilo zame in verjetno za marsikoga, kar res nismo navajeni tega, da bi nas kdorkoli, kadarkoli res brezpogojno sprejel, pa mi rad. In to, da sem jaz začutila, da sem v redu, točno tako, kot sem, pa tudi, če sem imela najbolj grozen dan, pa tudi, če imam še ne vem, koliko stvari za spucati, ampak sem že v redu in da karkoli čutim je v redu. Vse lahko povem, lahko izrazim, je v redu, je sprejeto, ni obsojeno. In to mislim, da je najbolj res največ vredno, najbolj pomaga. Ja. Da lahko v bistvu sprejmeš te svoje senčne dele sebe, da jih lahko res objameš z ljubeznijo in s tem jim odvzameš moč. In lahko odpadejo postopno. In ostane samo še ta čista luč, esenca, zavesti, čiste zavesti, kar v resnici mi smo globoko v sebi. Ja, končno ta pravi občutek sebe. Jaz vem, da sem toliko časa lovila nekak te energije, ker sem kar čutila, da so nekje v meni, ampak ni šlo. In mogla res nekako od zunaj biti vse prav, ampak tako takih trenutkov je bilo res malo. Tako pa res, ka pa lahko to čutiš, mogoče potem že dlje časa, pa je res lahko skozi tabo. Ne glede na to, kaj se zunaj dogaja, je pa res to res zelo veliko vredno. In pač res veliko doda. Si potem zdaj kdaj pomislim, več to je tako življenje, kaj ga je vredno živeti. Ja, ker sem se ga vedno želela. Ta globi stik s sabo in da res začutiš sebe in da potem živiš to v odnosih, da daš to ven. To je to. Odlično. Mogoče še komu bi priporočila recimo individualno delo na sebi in pa seveda tudi šola za življenje Ananda, seminarje recimo in zakaj? Jaz bi delo tole na seminarjih, ali pa 1 na 1 priporočila kar vsem, začutila, da so se morda zaciklali nekje, da so morda izgubili stik s sabo, ki čutijo, da bi bilo dobro nekaj narediti, pa ne vejo kaj. Tako da je to, mislim, da kar prava pot, če začutijo in se je vredno se odločati za sebe, imeti ta pogum in narediti nekaj za sebe. Se mi zdi, da je to ena izmed res najbolj pomembnih odločitev, kaj jih lahko sprejmemo, da se odločimo zase in zato, da bomo pač za sebe nekaj naredili. Tako, in se damo v center svojega življenja, ne bom rekel na prvo mesto, ampak v center svojega življenja iz ljubezni se čutijo do sebe. Ker če ne bomo to mi naredili, ne bo to noben namesto nas naredil. To je dejstvo, tako da je v bistvu to ključno, in se vemo, na avionu, če se približuje nesreča, najprej moraš dati sebi kisiko masko, če ne boš tudi ti umrl, ne boš mogel otroka rešiti. Tako da najprej pomagajte sebi, opolnomočite se in potem boste lahko darilo tudi za druge in boste lahko doprinašali drugim. In to je tudi recimo ta naša misija Ananda holističnega centra, da izšolamo, izobrazimo številne seveda zelo predane in pa tiste, ki so naredili globinsko delo na sebi, terapeuta za transpersonal quantum therapy, da res lahko v bistvu širšemu krogu ljudi pomagamo. Jaz pač več kot toliko jih ne morem na dan podelati, če pa jaz šolam 20, 30, 50, 100 terapeutov, pa če recimo ti terapeuti potem delajo naprej vsak v svojem kraju, pa lahko pomagamo masama, in lahko množici v bistvu pomagamo. In dejansko so te terapije močne, globinske, seveda niso za vsakega, pač so primerne za tistega, ki se res odloči, ki je res predan, ki res ima pogum, iskrenost do sebe, da pogleda resnici v oči. A za take so pa seveda potem te terapije zelo, zelo močne, zdravilne in dejansko
prinašajo spremembe v življenju. Torej pozitivne spremembe, da res človek gre v globino, da vztraja v procesu in takrat se zgodijo potem preboji, smo rekli, kvantni preboj na nivoju zavesti, ne? In takrat šele lahko v bistvu ti zaživiš svoj polni pristni potencial. Ne? Ja, tako je. Šele, ko priješ v stik s sabo, res, ja, prej se mi zdi, da nemogoče, ne? Dokler imaš vse te stvari, ki v bistvu niso tvoje in si jih tako ponotranju, vse te neke zavore in težka čustva, ja, takrat res ne moreš tako živeti. Tako. Kaj bi si želel, mogoče? Tako. Mogoče še ena zaključna misel, karkoli se ti še otrne, ki bi želela predati za zaključek. Ja, jaz bi res samo rada rekla, da zares vsak, ki je začutil tale pogovor, ki je začutil, da mogoče bi želel nekaj narediti zase, na sebi, da se res odločno, saj mogoče kdaj res ni najlažje, ne, pa imamo dostikrat pač v glavi tudi milijon enih stvari, zakaj ne, pa ni časa, pa ni denarja, pa tako, ampak pač ja, res se splača, tako da, ja, za vse, ki imate neko željo, ki začutite, je res vredno narediti te globoke spremembe, pač globoke korake k sebi in ja, potem spremembe je vredno. Odlično. Hvala ti, Maja, iz srca. Hvala tebi za povabilo. Ja, hvala za vse, seveda vse dobro na tvoji nadaljni poti in tako. Hvala ti. Ja. Gremo naprej, a ne? Gremo. Res hvala, ja, za vas support, za vse, kar nam v bistvu daš, koliko nam pripomoreš, tako da ja, res hvaležna. Tudi jaz za take res krasne duše, ki slišite srcem in seveda delate korake spremembe v življenju. Seveda rečem, to je moja največja nagrada, največje darilo so vaši napredki, vaši uspehi in s tem tudi osmišlja vse skupaj moje delovanje in dejansko tudi meni kdaj, ko ne, je težko, pa sem kdaj utrujen, tudi meni potem to da spet voljo, navdih, motivacijo, da je vredno se truditi za vsako dušo, ne, ki pride po pomoč, tako da hvala ti. Ja. Hvala ti, res je. Res se zelo čuti ta tvoja predanost in to, da nas čutiš tako zelo in nam res daješ svoj maksimum, tako da ja, res hvaležna. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste nas spremljali v tem podcastu Prebojeno srce Slovenije. Tako da ja, se vidimo kdaj drugič ob drugi priložnosti. Uživajte življenje, radi se imejte in ja, življenje je potem lepše. Hvala vam, ker ste.